V dvorani frančiškanskega samostana v Kamniku je doktor medicine Janez Rifel predaval o naravnem načrtovanju družine. Ali je naravno načrtovanje družine v sodobnem svetu sploh moderno, pa nam bo povedal sam predavatelj. Bi rekel, da je trend v Sloveniji, da se vedno več mladih parov in mladih žensk zanima za naravno načrtovanje družine, predvsem iz dveh razlogov, ker je to res naravno, ekološko, pa tudi ker je moralno in etično skladno z učenjem katoliške cerkve. In je res vedno več mladih, je pa recimo pred leti mi da ženo sva hodila na en tak tečaj, celi ljubljanski regiji, nas je bilo v enem letu mogoče 10 parov, ne? Zdaj imamo pa tudi v okviru Iskrenega neta, Iskreni net, to je portal, družinski portal na internetu, kjer se lahko tudi te informacije dobijo. In teh tečajev zdaj ravno potekajo 4-5 simultano, ne, tako da je recimo v enem letu vključenih tam tudi 30 do 40 parov ali pa žensk, ki se naučijo opazovati svoje telo, svojo plodnost in lahko z zelo veliko natančnostjo v bistvu je zanesljivost naravne simptotermalne metode enaka kot pa so recimo kontracepcijske tablete, kar se tiče izogibanju nosečnosti. Lahko pač ugotovijo, kdaj so plodni, kdaj so neplodni, glede na to potem načrtujejo svoje potomstvo. Omenili ste tudi, da tudi nekateri pari, ki so neplodni oziroma ki še niso mogli imeti otrok, tudi obiskujejo vaše tečaje. Ja, seveda, te tečaje obiskujejo tudi recimo ženske, ki sploh še niso spolno aktivne in hočejo bolj spoznati svoje telo. So pa tudi kar nekaj parov, ki recimo so že par let tudi poročeni skupaj in nimajo otrok. In imam ravno eno izkušnjo izpred enega meseca, ko je en tak par, ko sta že 3-4 leta poročena in sta bila že tudi na enih operacijah, na raznih preiskavah. In sta potem, ko sta šla čez ta tečaj, po 4 mesecih, ko sta opazovala svoje telo in sta res imela potem ciljala, sta imela spolne odnose takrat, ko je bila največja plodnost in sta res po 4 mesecih sta zanosila in smo bili res vsi zelo veseli in ona je bila tudi presrečna, da sta na en tak neinvaziven, res naraven način prišla do življenja nosečnosti. Se zdaj upajmo, da se bo ta nosečnost lepo razvila oziroma potekala do konca.